Druga knjiga, ki govori isti govor, isto vsebino, je povest ali je roman, kakorkoli to imenujemo, mladega avtorja Lojzeta Kozarja o božjem služabniku Danijelu Halasu. Letos smo obhajali 100-letnico njegovega rojstva, živel je v Prekmurju in tam tudi pretrpel mučeniško smrt. O knjigi pa prosim, da nam spregovori njen avtor Lojze Kozar. Če začnem z enim verzom, spet grem k Muri, tihi reki, znova grem na Božjo pot. Ti verzi namreč kažejo na enega izmed mnogih svetih krajev, ki jih je po naši domovini veliko. In eden tak svet kraj je tudi na Hotizi pri reki Muri, kjer je daroval svoje mlado življenje duhovnik Danijel Halas. In zakaj sem se lotil sploh spoznavanja njegovega življenja in zakaj sem želel pokazati njegovo podobo širši javnosti. Predvsem iz dveh razlogov, zato ker je bil Danijel Halas ves predan Kristusu in cerkvi, bolj kot drugi v tistem času, v tistem okolju. In zato ker je bil Danijel Halas pogumen, bolj kot drugi v njegovem času. Bil je ves predan Kristusu in cerkvi. Kako je to pokazal? Najprej tako, da je zrastel iz dobre, verne krščanske družine. Oblikovala ga je tudi domača župnija, tisto domače versko okolje in potem tudi študij, šola, gimnazija v Murski Soboti in v Ljubljani, pa bogoslovje. Potem pa se je za vsem srcem, za vsem žarom lotil duhovniškega poslanstva kot kaplan v Ljutomeru, v Lendavi in potem kot župnik v Lendavi. Njegovo pastoralno delovanje je zaznamovalo več stvari, več poudarkov, naprimer Evharistija. Zelo je cenil sveto Evharistijo in ljudi, vernike, je vodil k Kristusu, k temu viru življenja. V Veliki Poloni je kot župnik uvedel še drugo nedeljsko mašo. Takrat je bila samo ena in je prosil škofa za dovoljenje, če lahko ima še eno sveto mašo, da bi tako omogočil vernikom, da bi se lažje udeleževali bogoslužja. In potem pravi, nekateri sobratje, duhovniki so me nekako opozarjali, naj si ne nalagam preveč bremen, ker ne bom zmogel. Ampak sem rekel, zato sem tukaj, da služim in zmogel je služiti, zato ker je bil najprej sam tesno povezan s Kristusom, s tem virom življenja in moči in zato je lahko služil. Potem drugo njegovo področje delovanja so bili mladi. Ko sedaj cerkev v Sloveniji obhaja leto mladih, je on že takrat v tistem času se globoko zavedal, kako pomembno je mladim stati ob strani, jim dajati oporo, jih voditi in to je delal v okviru takratne Marijine družbe, tistih verskih združenj, ko je mlade zbiral, jih ne samo versko oblikoval, ampak tudi drugače kulturno, družbeno in ta njegov vpliv na mlade je bil zelo močan v tistem času, tako zelo, da so, bi rekli, nasprotni breg ravno v njem videli glavno oviro, da ne morejo dosegati svojih ciljev. In kot zanimivost, ta Marijina družba, ki je bila po vojni nekako zatrta po vsej Sloveniji, se je ohranila še do danes prav v Veliki Poloni, v župniji, kjer je on deloval. Še danes tam deluje in vsako leto se mladi tam nekaj v 2., 3. letniku srednje šole odločajo, da vstopajo v to Marijino družbo in nekako pod tem okriljem želijo svojo mladost preživeti lepo in pošteno.